Smo v časih, ki so resni in nizka volilna udeležba skrbi, tako da tisti, ki je danes vseeno prišel na volitve, ne glede za koga je glasoval, je s tem dokazal, da mu na nek način ni vseeno, kaj bo z nami, kaj bo s to državo. Želel bi reči to, da je Milan sprejel v tej volilni kampanji nehvaležno vlogo, ko je pač zagovarjal tiste stvari, ki so tej državi nujno potrebne. Ni mu bilo to treba, mi dva sva se, ko je sprejel ta izziv, pogovarjali o tem, vedel je, kaj to pomeni, vsi skupaj smo vedeli, kaj to pomeni, tudi on bi lahko sadil rožice, končno ni to tako težko, edini kandidat od treh, ki je imel program, ostala dva nista sprejela tega izziva, upajmo, da bo v drugem krogu neko nadaljevanje tega. Kakšno koli odločanje Slovenske demokratske stranke v zvezi z podporo v drugem krogu predsedniških volitev bo zahtevno zaradi tega, ker v tem krogu pač ne vidimo veliko tega, kar je v našem programu in kar so naše vrednote. Vendar pa se bomo dokončno odločali na podlagi tega, kako bosta oba kandidata v prihodnjih tednih pomagala pri deblokadi. V Novi Sloveniji se zahvaljujemo dr. Milanu Zveru, da se je tako pogumno, odločno boril, ni mu bilo lahko. Sama ocenjujem, da je začel nekako s handicapom, ker ni v dnevni slovenski politiki, bil je pa iz soočenja v soočenje boljši, na zadnjem soočenju celo najboljši, tako da je samo malo zmanjkalo. Čestitam tudi obema kandidatoma, ki sta se uvrstila v drugi krog. V Novi Sloveniji bomo o tem še premišljevali, kdo je za nas najboljši kandidat. Zagotovo pa se volitev bomo udeležili, ker je prav, da odločamo o svojem predsedniku, če tudi z obema kandidatoma pač nismo najbolj zadovoljni, ker naš kandidat, najboljši kandidat je bil zagotovo Milan Zver. Meni je predvsem žal, da če to da Milanu ni uspelo, ker je iskreno želel dobro svoji državi in pomagati pri izvajanju ukrepov, ki bodo to državo potegnili iz vsega hudega, kar se zdaj dogaja.